Matej, prav lepa hvala za glasbeni uvod. Spoštovani tukaj zbrani, prisrčen dober večer ob drugem Nikodemovem večeru. Nocojšnji predavatelj in gost je že naš kar stari znanec, doktor Bogdan Žorž. Dober večer, gospod Žorž. Doktor Bogdan Žorž je psiholog, psihoterapevt z splošno diplomo evropske psihoterapije in z diplomo gestalt psihoterapije. Med drugim je tudi razvil izvirni model družinski model terapevtske pomoči mladostnikom in otrokom. Je tudi pisec, priljubljen pisec številnih strokovnih in poljubnih prispevkov. Tokrat pa bo nastopil v vlogi predavatelja na temo recesija in vrednote. Gospod Žorž, beseda je vaša, izvolite. En lep dober večer vsem. Res je, da sem tu že kar skoraj doma v tej dvorani, ampak običajno me povabite, običajno vam kaj spregovorim na temo o vzgoji, ker je tema, to tudi tema, ki mi je veliko bližja. Nocoj bom spregovoril o temi, ki je širša, ki je nekako mejno področje, vendar mislim, da ni tudi to področje, nisem ga načel slučajno in niti približno ni nepovezano z vzgojo. Tako kot bom zaključil, torej na zaključku se bom zagotovo vrnil na vzgojo in tudi vse, kar vam bom skušal vmes povedati, se bo navezovalo na vprašanje vzgoje, ker konec koncev, če gledamo v prihodnost, potem to prihodnost gradimo danes. Predvsem jo gradimo z vzgojo tistih, ki bodo to prihodnost živeli. Spregovoril bom torej na to temo, ki je aktualna, recesija. Recesija, glejte, tako, ena taka lepa tujka, ki se je prijela, lepa sem dejal v navednicah, ker meni nobena tujka ni lepa, nimam rad tujk, ne maram jih in pogosto mislim, da uporabljamo tujke takrat, ko bi neko stvar lahko malce zakrili, ker čisto vsako stvar se da povedati z lepo domačo slovensko besedo, vendar če bi povedali po domače, potem se zdi, da bi včasih malo preveč razumeli, pa ne bi izgledalo, ne bi izpadlo tako znanstveno in tako zapleteno. No, mislim, da je tako tudi z recesijo. Ni nobene potrebe, da bi to toliko uporabljali. Ampak, če jo že, potem poglejmo, kaj ta izraz pomeni. Torej, sam pojem, sam izraz pomeni nazadovanje, upadanje gospodarske dejavnosti, gospodarske aktivnosti. In tu se je potrebno malce ustaviti. Mi govorimo o neki krizi, v kateri smo. Politiki in ekonomisti nas prepričujejo, da je ta kriza recesija in da je vzrok vseh tegob, vseh težav, s katerimi se soočamo v današnjem času, pravzaprav ta recesija. Torej upadanje gospodarske aktivnosti in nas prepričujejo, da je potrebno samo oživiti, obuditi gospodarstvo in bo spet vse v redu. Vendar se ne.
spuščamo v vprašanje, v razglabljanje o tem, ali je to upadanje gospodarske aktivnosti, to nazadovanje gospodarstva, ali je to pravzaprav vzrok vseh težav, ali je to jedro in bistvo težav, ali je to samo posledica nekih drugih širših problemov in ključni problem te krize, v kateri smo, pravzaprav ni gospodarstvo. Gospodarsko upadanje je bilo tisto, kar je in seveda finančna kriza, to je tisto, kjer smo samo najlažje opazili, da je nekaj narobe, da nekaj ne štima. Moje mnenje, in o tem želim nocoj nekaj reči, je, da pravzaprav je to, kar sem postavil kot vprašanje, resnica. Torej, da recesija, ki jo vidimo kot ključni problem, je pravzaprav samo simptom. Je samo najbolj očiten zunanji znak neke globlje krize. Vendar, če želimo razumeti to globljo krizo, ki je rečem kar kriza civilizacije, kriza naše zahodne demokratične družbe, katere sestavni del smo seveda tudi mi. Torej, če hočemo, potem si poglejmo nekaj, na čem ta naša sedanja civilizacija, na katero smo tako ponosni, sloni. Drugo vprašanje, ki sem ga postavil v naslov, drugi izraz, so vrednote. To je pa tako. Mi že kar nekaj desetletij poslušamo prepričevanja, dopovedovanja, zlasti tako teh liberalističnih krogov, zlasti iz te strani poslušamo opozorila, da je ta naša zahodna civilizacija se znašla v krizi vrednot, da so vrednote v krizi, da so vrednote, na katerih je slonela ta naša v bistvu civilizacija od pradavnine naprej, torej vsaj nekaj tisočletij bi lahko rekli, predvsem pa zelo trdno zadnji 2000 leti, odkar govorimo o krščanskih vrednotah, torej da so te vrednote preživele, da doživljamo krizo teh vrednot in da je treba vse te vrednote opustiti in izumiti nove. In tako 7-krat izgovorjena laž postane resnica, pravi nek rek, ne? In malo po malo, po malem začenjamo vsi verjeti, da živimo neko krizo vrednot. No, jaz sem bil presenečen, ali pa niti ne presenečen. Bolj presenečen sem bil nad odzivi. Glejte, prav pred kratkim, zdaj pravzaprav zelo malo nazaj, so nam ponudili rezultate raziskave Mladina 2010. Raziskave med mladimi, ne med našimi sodobnimi mladimi, med sodobno mladino. In če pozorno pogledate to, kar so nam objavili, torej to, da smo si na jasnem, te raziskave ni delala Cerkev, ne? To so delali čisto drugi krogi. Ampak, če si pogledate, ker so med drugim spraševali mlade tudi po vrednotah, če pozorno pogledate rezultate raziskav, se boste morali malo začuditi, ne? V bistvu na vrhu najpomembnejših vrednot so še zmeraj iste vrednote. Še zmeraj iste. Nič se ni spremenilo. Tudi vse, kar nam raziskovalci, strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vrednotami, kažejo kot z svojimi raziskavami, nam to potrjuje. Glejte, pri vrednotah se nič ne spreminja. Še vedno so bolj ali manj iste vrednote na vrhu. Kako malenkost, ena vrednota se pomakne malo bolj gor, ena druga malo bolj dol, ampak ostajamo še vedno pri temeljnih vrednotah tistih, ki veljajo iz pradavnine. No,
Ampak ti liberalni krogi, ki nam ponujajo, ki nam, jaz bi rekel, celo bolj vsiljujejo te teze o razpadu vrednot, ti se seveda na raziskavo, čeprav hočejo, se nam vsiljujejo kot veliki strokovnjaki, ti se nam na raziskave strokovnjakov z področja vrednot oni ne ozirajo, ker oni pač so prepričani, da vedo o vrednotah več kot strokovnjaki, ki se z vrednotami ukvarjajo. Zato se poskušajmo nekoliko drugače, neobremenjeni s tem, kar poslušamo zadnja desetletja, poskušajmo nekako tako poglobiti ali pa vsaj malce pokukati v to, kar nam ponujajo kot krizo vrednot. Da bi razumeli to krizo vrednot, v kateri smo, si poskušajmo pogledati ne temeljne vrednote, ki so univerzalne. Tiste se tako ali tako ne spreminjajo. Svoboda, ljubezen, dobrota, solidarnost, družine. To so vrednote, ki se ne spreminjajo, ki so univerzalne. Mi poglejmo tiste vrednote, na katerih pravzaprav sloni naša zahodna demokratična družba. Ta naša trenutna civilizacija, za katero mi prisegamo, da je nekaj najvišjega, kar je doslej v človeški zgodovini človeštvo nekje doseglo in realiziralo. Poglejmo, katere so te vrednote. Tržno gospodarstvo. Najbrž se z mano strinjate. Pa dodajmo zraven še svobodo trga. Pa dajmo naprej potem naslednjo, ki bi rekli globalizacija. Pa dajmo naprej pravna država. Pa dodajmo še socialno državo. In najbrž sem zajel ne vseh, ampak najpomembnejše vrednote, ki nekako poganjajo našo zahodno demokratično družbo in s tem tudi našo zahodno civilizacijo. Dajmo si vse te temeljne vrednote poskušati pogledati nekoliko z neke kritične razdalje. Morda boste rekli, ja, na trenutke morda malce karikirano, pretirano, ampak veste, tako včasih je kakšne stvari potrebno karikirati, zato da se nam zazdijo bolj, da postanemo bolj pozorni na bistvo. Pojdimo po vrsti. Tržno gospodarstvo, svoboda trga. Kaj nam obljublja ta vrednota? Kaj so nam snovalci tržnega gospodarstva obljubljali? Kaj nam še vedno obljubljajo, tudi v tem trenutku, tudi danes, na vsakem koraku to poslušamo, s tem, da poskuša ta pojem trga, svobodnega trga, pronicati, prodirati celo na področje duhovnosti. Ker v zadnjem času slišimo in nič ne protestiramo, pomeni, da se spreminjamo, da nekako sprejemamo. Ne slišimo tudi izjave o tem, kako se na tržišču duhovne ponudbe pojavlja vse večja konkurenca. Ne? Na tržišču duhovne ponudbe imamo vse večjo konkurenco in seveda to bo rešilo svet, ker po isti zakonitosti, kot bo tržno gospodarstvo rešilo svet. Ker pričakovanja, ki nam jih vsiljujejo od tega tržnega gospodarstva in od svobode trga, so seveda velika. In sicer so to. Torej, trg bo sam uravnaval proizvodnjo in cene najbolj pravično. Kadarkoli država ureja to ali pa kdorkoli dela krivice. Torej, prepustimo to trgu, svobodni konkurenci. In trg, svobodno tržišče bo samo uravnavalo in proizvodnjo, torej bo sledil, trg sam bo sledil človekovim potrebam in se bo proizvodnja prilagajala človekovim potrebam in seveda tudi cene
se bodo prilagajali, ker pač v svobodnem trgu tisti, ki bodo sleparili, ki bodo navijali cene, ki bodo želeli bogateti, na račun tega tisti bodo nujno propadli zaradi odprte konkurence. Se najbrž se vsi strinjate, da si tega ne izmišljujem, da je to pravzaprav recimo velika abeceda neke ekonomije, ki nas jo učijo ne samo na fakultetah, ampak že v osnovnih šolah. Zaradi tega se bo pač dogajala, ker bodo slabši odpadali, boljši se bodo razvijali. Bomo imeli nenehno rast v smeri blagostanja, odpadlo bo bogatenje, tisto neupravičeno, ker ga ne bo, ker trg ne bo tega prenesel in bomo skratka dobivali čedalje bolj pravično družbo. Svoboden pretok ljudi, ker svoboda trga pomeni tudi svoboden pretok ljudi, ne, in kapitala in vsega, saj poznate te izraze, bo pa zagotavljal, da se bo življenjski standard na zemeljski obli čedalje bolj izenačeval, skratka, vsi bomo zaživeli zelo kmalu na tej zemeljski obli neko tako pravo blagostanje. Svoboden trg bo zagotovo na tej zemlji, nekako bi rekli, raj na zemlji. Tako, to mislim, da ni s tem, kar sem rekel, nisem pretiraval. Ni to stvar preteklosti, niso nam politiki in ekonomisti teh idej vsiljevali v preteklosti, bi rekli, to je, govoriš nekaj, kar je preživelo. To isto stvar nam dopovedujejo tudi še danes. Ob tem, da nočemo videti rezultatov, ki so pa že tu. In poskušamo si pogledati, kakšni so rezultati tega svobodnega tržnega gospodarstva in svobode trga. Prvi rezultat je, da predvsem proizvajamo smeti. Ne nasmehnite se takoj. Poglejte, kaj je danes največji problem na zemeljski obli, kam z odpadki. Kjerkoli, povsod, od lokalne naprej, od domačega gospodinjstva naprej, kam z odpadki. Da pa to o tem, da predvsem proizvajamo nepotrebne stvari, torej smeti, odpad, nekoristne stvari, se lahko prepričamo že pri jutrišnjem nakupu. Ko boste jutri prišli domov iz nakupa, tako dajte razložiti svoje vrečke, ki jih boste prinesli in skrbno shraniti, in tako, ampak res dobesedno vsebino malo preveriti, koliko ste prinesli domov uporabnega in kolikšna je količina tistega, kar zavržete. Od vseh mogoče embalaže do papirja, plastike, vsega drugega. In dajte se malo zamisliti, dajte malo na tehtnico to dvoje. Tako se ne boste mogli neposredno stehtati, ampak tako, jaz mislim, da vam bo dalo misliti, če boste se malo zamislili v to, in bi boste morali priznati. Ampak to ni najhujše. Najhujše je nekaj drugega. Da pravzaprav od tistih obetov, da bo trg prisilil proizvodnjo, da bo sledila potrebam človeka in zadovoljevala, da bo proizvodnja zadovoljevala človekove potrebe, s tisto idejo že zdavnaj ni nič. Že zdavnaj, že dolgo je, kar smo v situaciji, samo nočemo tega videti, nočemo tega priznati, ko smo zadevo postavili na glavo. Proizvodnja diktira potrebe. Mi se ne oziramo več
na to, kaj v resnici potrebujemo, ampak gremo v trgovino in pogledamo, kaj nam ponujajo. In kupujemo stvari, ki jih v resnici ne rabimo, ampak mi smo prepričani, da jih rabimo, ker reklama, propaganda, proizvajalci to trdijo. Oni trdijo, da nam bo to olajšalo življenje, bogatilo življenje in mi verjamemo in kupujemo to šaro in jo znašamo domov. In mi ne mečemo stran samo embalaže, mečemo stran tudi izdelke, ker po nekem času ugotovimo, da jih nimamo za kaj rabiti, da so popolnoma nerabni, da nimamo kaj z njimi početi, ampak kupili smo jih. Zakaj? A zato, ker smo jih rabili? Ne, kupili smo jih zato, ker ne sledimo več svojim potrebam, ampak verjamemo temu, kar nam proizvodnja diktira, narekuje. Tudi tu naredimo lahko preizkus, ga pravzaprav delamo vsak dan, samo nismo pozorni. Preizkus, ki se pokaže potem, ko jaz grem v trgovino, da bi kupil pol štruce kruha, zato ker slučajno mi ga je zmanjkalo za večerjo, in stečem v trgovino kupiti pol štruce kruha, ki ga rabimo. Torej, kaj jaz takrat rabim? Pol štruce kruha. In stečem v trgovino po tiste pol štruce kruha, z trgovine domov pridem potovorjen, koliko tovorna mula, privlečem polne vrečke, polne torbe, šare, ki je ne potrebujem. In imam zelo priročen izgovor, ko sem bil že tam. Tam sem se spomnila, da rabim še to, pa mi ne bo treba jutri iti v trgovino. In sami sebi verjamemo tej laži, ker točno vemo, da bomo jutri šli spet. In ne pogledamo, kaj smo v teh torbah prinesli, da bi si priznali, da smo prinesli stvari, ki jih v resnici ne potrebujemo. Torej, ta drug premik je pravzaprav težji, usodnejši, bolj dramatičen in veliko bolj nevaren od prvega. Ta proizvodnja nas, ljudi, spreminja v potrošnike. Mi pravimo, saj ne govorim jaz, saj to vemo, to govorimo že dolgo, da smo potrošniška družba in da se človek spreminja v potrošnika. Oziroma je v veliki meri že spremenjen, o zahodnem človeku govorimo. Ampak v čem je to bistvo? Prav v tem, da izgubljamo stik s svojimi lastnimi potrebami. In mi verjamemo, da tisti, ki vodijo proizvodnjo, boljši vedo, kaj jaz v resnici potrebujem, kot pa jaz sam. Naslednja stvar, spomnimo se, da nam tržno gospodarstvo obljublja izenačevanje življenjskih pogojev, ne. Revščina se bo zmanjševala, razlike med bogatimi in revnimi se bodo zmanjševale, neupravičeno bogatenje bo odpadlo, ker trg tega ne bo dopuščal. Kaj pa opazujemo vsak dan? Razlike med bogatimi in revnimi se strahovito povečujejo. Nikoli v človeški zgodovini niso bile tako velike, kot so danes. Nikoli v človeški zgodovini. Razlike med sužnjem in kraljem v nekih, mi govorimo, kako kruto je bilo, ker so bili v času suženjstev, ker sužnji niso imeli nobenih pravic in tako naprej. Ampak razlika med sužnjem, ki je bil čisto na dnu in brezpraven, in kraljem, ki je bil čisto na vrhu nad vsem, recimo v tistih časih, je bila zagotovo neprimerno manjša, kot je morda danes, ali pa kot je danes, razlika med dvema čisto navadnima smrtnikoma, ki živita v isti ulici.
Samo eden je navaden delavec, ki se mora preživljati s 400 evri plače na mesec, če jih uspe dobiti in če mu jih delodajalec izplača, drugi pa ne ve, kam investirati svojih ogromnih količin denarja. Ne pomislimo na to, da razlika med bogatimi in revnimi se povečuje. Torej, mi se odmikamo od odprave revščine. Seveda, da ne omenjam tega, da postanejo te razlike še veliko bolj strahotne, če primerjamo mi bogate ljudi na našem zahodu in recimo reveže tam v nekje tistih deželah, ki jim pravimo nerazvite, ki dobesedno umirajo od lakote. Kako bo trg sam urejal te stvari? V bistvu vidimo, da se dogaja nepreglednost, da se dogajajo zamiki, da se dogajajo povsem nesmotrne stvari in celo največji zagovorniki svobodnega tržišča in vsega tega zdaj ob tej recesiji govorijo, da ja, seveda ta sodoben kapitalizem s svobodnim tržiščem ja, ampak z neko regulativo. Torej pomeni, priznavajo, da svoboden trg ne pelje v tisto smer, ki so nam obljubljali. Zdaj bi pa radi samo neke lepotne operacije delali na tem zablodelem sistemu. Ne smemo pa pozabiti tudi na gospodarski kriminal, ki ga je čedalje več. In ne smemo pozabiti na to, da je gospodarski kriminal v bistvu veliko usodnejši, veliko hujši od tega kriminala, ki ga je bilo morda količinsko več nekje v kaki prejšnji dobi, ampak je bilo več tistih malih tatičev, ki vsega skupaj niso naredili kaj veliko škode. Če so ukradli eno kokoš sosedu, je pač zrasla druga kokoš, ne, pa se je že preneslo to, ampak danes imamo opravka z gospodarskim kriminalom, ki spravijo na beraško palico, ki lahko uničijo ko taki posamezniki in združbe kriminalne uničijo lahko celo države, ne samo posameznike. Torej, tržno gospodarstvo kot vir nekega splošnega blagostanja je iluzija. Vprašanje je samo, kdaj bomo zbrali dovolj poguma, da si bomo to rekli. Kdaj bomo zbrali dovolj poguma, da gradimo neko utopično družbo. Globalizacija je druga vrednota. No, na srečo je ta vrednota, ta globalizacija pravzaprav od samega začetka, bi rekli, še najbolj sporna. Od samega začetka imamo antiglobaliste, ki opozarjajo na vse mogoče načine, da je globalizacija silno nevarna zadeva za človeka. Seveda smo imeli in imamo še danes v odnosu do teh antiglobalistov dva problema, dve težavi. Prva težava je, da so antiglobalisti in pogosto še danes to počnejo, zato da bi opozarjali na škodljivost globalizacije, uporabljali in uporabljajo še danes tudi pogosto ene take zelo neprimirne, škodljive, bi rekli tudi, nedemokratične metode, načine. In zato se je zlahka zgodila druga težava, da so seveda tisti, ki slepo verjamejo ali pa vsaj tako trdno gojijo to idejo globalizacije,
pravzaprav z lahkoto prepričujejo nas, navadne ljudi, da so antiglobalisti, pravzaprav teroristi, torej škodljiva združba tam nekje sredi med nami, ki jo je treba obravnavati kot kriminalce. Ampak vendarle, globalizacija uničuje identiteto posameznika, skupine, naroda. Globalizacija niti malo ne prispeva k temu, da bi se pojavljalo večje blagostanje, da bi se bolj razumeli med seboj, s tem nekako stapljanjem, da bi se zmanjševalo izkoriščanje, ampak samo nove in nove oblike izkoriščanja se pojavljajo, izginja identiteta posameznika, izginjajo identitete narodov, skupin in podobno. Sodobni človek tako pod vplivom globalizacije postaja čedalje bolj samo še potrošnik. In kot potrošnik tudi nesvoboden, pravimo odtujen, nesvoboden zato, ker v bistvu to je največji paradoks, mi danes govorimo o svobodi kot taki največji vrednoti, ampak potrošniška družba ne prenese. Torej, če bi imeli zares svobodne ljudi, potrošniška družba usahne v trenutku. Kajti svoboden človek sledi nekim svojim potrebam, potrošniška družba pa rabi potrošnika, takega, kot sem ga opisal prej, ki se ne zmeni za to, kaj on v resnici potrebuje, ampak samo sledi, kaj mu zdaj trg ponuja in želi tisto imeti, ne glede na to, ali to potrebuje ali ne. Ampak se nisem vprašal o tem, kdaj bomo spoznali, da je globalizacija iluzija, ker pravzaprav globoko v sebi to že vsi vemo. Samo dovolj glasno je treba povedati. Pravna država. Vidite, vsi o pravni državi, skoraj da bi rekel, še največ govorimo kar naprej. Vsak, ki hoče biti da kaj nase v tem političnem prostoru ali takem, mora v nekem svojem javnem nastopu vsaj 3-krat omeniti pravno državo, če ne, ga ne poslušamo, če ne, ni sodoben, če ne, ni in. Ne? Torej pomeni, da pravna država je res nekaj velikega. Ampak, torej, kaj nam obljublja ta pravna država? In mi še danes verjamemo, večinoma še danes verjamemo, da nam bo pravna država zagotovila enakost pred zakonom. Če bomo mi imeli dovolj trdne, jasne predpise, ki bodo za vse enaki, bomo zagotovili tudi enakost pred zakonom in enakopravnost za vse ljudi. In to nam lahko zagotovi samo pravna država. To pomeni pravni red. Ne bo več delal vsak, kar si hoče, vsak po svoje nekaj, ampak bomo imeli nek red in to je red, ki ga določajo predpisi, pravni predpisi in ta red je treba spoštovati. To pa zagotavlja tudi pravičnost, kajti samo v takem redu, pravnem redu, je zagotovljeno, da bomo dosegli pravičnost v odnosih med ljudmi. Pa še naprej bi našteval. Ampak se nam ne gre za to, da bi neko temeljito študijo naredili. Zdaj pa poglejmo, kje smo s to pravno državo. Kje smo v tem trenutku? Kaj je s to našo pravno državo v tem trenutku? Ne mislim s tem samo na našo državo, samo na Slovenijo kot pravno državo. Mislim na pojem pravne države nasploh v naši zahodni demokraciji. Kje smo v tem trenutku s pravno državo? Prvi problem je v tem, da bolj ko izpopolnjujemo to pravno državo, manj strokovnjaki vedo, kaj je sploh pravna država.
In danes se najbolj ugledni pravniki sploh prerekajo s tem, kaj sploh je to pravna država. Ali je to država, ki jo vodijo pravniki, ali je to država, ki jo vodijo predpisi, ali pravni red zahteva, da imamo trdne predpise, ki naj se jih enkrat sprejme in potem veljajo, ali pravna država pomeni, da lahko predpise spreminjamo tako, kakor se nam zljubi, če nam predpis ne všeč, ga pač spremenimo. Ne, in predpise spreminjamo kar naprej in tako naprej. Torej, mi zagotavljamo, da je v bistvu tisto največ, kar lahko dosežemo, nekaj, kar sploh ne vemo, kaj je. Torej, pravna država nam bo rešila te stvari, ampak mi ne vemo, kaj je to pravna država. Drugič, pravna država nam je prenesla nepreglednost predpisov. Jaz sem trdno prepričan, da mi smo majhna državica in v tej naši majhni državici v tem trenutku ga ni pravnika, ga ni pravnega strokovnjaka, od tistih, ki delajo, tako bi rekli, v navadnih službah, do tistih, ki delajo v vladnih službah, v sodstvu, pa tja do ustavnega sodišča, pa vrhovnega sodišča. V tem trenutku ga ni strokovnjaka, ki bi nam znal samo našteti. Ne govorim, da bi poznal vsebino, ki bi znal samo našteti zakone in predpise, ki veljajo v tej naši državi. In zdaj se dajte sam zamisliti, jaz se včasih, kakšen pravni red, kakšno pravičnost, enakost za vse zagotavlja množica predpisov, ki jih ljudje, za katere so ti predpisi pravzaprav napisani, ne poznamo. In mi dejansko, čedalje manj poznamo zakone in predpise, ki se nas tičejo, ki urejajo naše življenje. Tako, mimogrede, bi si lahko zdaj ta hip naredili na hitrco en tak preizkus. Ne, se mi zdi, zdaj nisem čisto prepričan, ker jaz ne sodim med tiste pravno poučene, ampak tako se mi zdi, da nekako zdaj stopa v veljavo nova zakonodaja, ki ureja vprašanje prometa. Pa bi na hitrco napravil samo en kviz, ne bi vprašal, kaj določajo ti novi zakoni, ta nov paket zakonov, ki ureja vprašanje prometa. Ampak koliko ljudi je tu noter, ki zna povedati, kateri so te zakoni, ki jih zna našteti. Najbrž bi bili v zadregi, če bi bilo treba našteti zakone, ki so novi, namenjeni ljudem, namenjeni večji varnosti v cestnem prometu, namenjeni temu, da bo to področje bolj temeljito in skrbno urejeno, in to noter mislim, da smo več ali manj vsi šoferji. Torej se nas vse zadeva. Ne gre za neke zakone, ki se nas tičejo, ker urejajo neko problematiko, ki ni naša. Torej vidite, čedalje manj pregleda je nad vsem tem. Tisto, kar je pravzaprav najbolj boleče pri vsem tem. Pravni red, ki ga uvajamo, je razvrednotil pravičnost. Nisem jaz izumil te trditve, ne lastim si avtorstva te trditve. Na to opozarjajo za čuda na to opozarjajo vrhunski pravni strokovnjaki, tudi pri nas, v svetu in tudi pri nas. Opozarjajo, da pojem pravičnosti izginja in da bo treba začeti pravni red razumevati drugače. Ker
pojem pravičnosti izginja. V vsakdanjem življenju, kako se to dogaja, vidimo pri tem, da pravzaprav je čedalje manj pomembno, ali je nekaj prav ali je narobe, pomembno ali je zakonito ali ni zakonito, ali je v skladu s predpisi ali ne. In če je neka stvar povsem skregana, bi rekli, z zdravo pametjo in močno zadene v pojem pravičnosti in je krivična, očitno krivična, očitno nepravično neko dejanje. Ampak če je zakonito, če je v skladu s predpisi, potem je vse v redu. Samo, da je zakonito. Pravičnost izginja iz naših pojmov na tem področju in to je morda najresnejši problem, najresnejša kriza vsega tega. Ob vsem tem, kar sem povedal, pa seveda beležimo kar naprej bohotenje birokracije. Pri birokraciji je čedalje več. Čedalje več rabimo vse povsod ljudi, ki premetavajo papirje, ki torej opravljajo neka silno pomembna dela, ki so namenjena pravzaprav sama sebi. Vse mogoče evidence, preverjanje predpisov, seveda, ker ni preglednosti na predpisi, potem rabimo veliko ljudi, strokovnjakov, ki se specializirajo za posamezna področja in preverjajo, kako je skladno s tem, kako je z unim. In kar naprej se neke nadzore in nadzorne funkcije, nove nadzorne funkcije in take in drugačne, torej birokracija se razrašča do onemoglosti. Pravna država kot garant enakosti in pravičnosti je torej nova iluzija. In spet postavljam to vprašanje, kdaj si bomo pripravljeni to priznati. Ne bo lahko, kajti spopadamo se s temeljnimi vrednotami, ki krmilijo našo kulturo, našo civilizacijo. No, zdaj pa pridemo k pojmu, ki je pravzaprav na nek način, bi rekli, naša največja svetinja, ne? Jaz mislim, da vsak med nami je še najbolj ponosen na ta pojem, ki smo ga izumili v zadnjih desetletjih tu na Zahodu, v naši zahodni civilizaciji, to je socialna država. Sebe prištevam. Če sem jaz v kaj verjel v svojem dosedanjih obdobju tem poklicnega dela, potem sem verjel v socialno državo. Karkoli drugega nas zapelje stran. Ampak dokler bomo mi gradili socialno državo, vendar in dokler nam bo socialna država pomembna vrednota, pa vendarle je še zmeraj upanje. Ker pojem socialne države je prinašal, tako bi rekel, zelo lepe obljube, zelo lepe obete. Socialna enakost za vse. Nismo samo enaki pred zakonom, ampak imamo zagotovljeno neko enakost na vseh področjih, ki pomeni zagotovljeno, bi rekel, od te temeljne pravice, od otroškega varstva, zdravstva, varstva za starost, za stara leta in tako naprej. No, ampak ne samo to, ker je to država, potem, vidite, skrb za vse te temeljne stvari bo odpadel, ker za vse to bo poskrbela država. Država bo zagotovila, da bo zagotovljena neka enakost, blagostanje vsem in za vse enako.
Otroško varstvo za vse enako, ne rabimo nič več. Šolstvo, brezplačno šolstvo, brezplačno zdravstvo, pokojninsko zavarovanje, skrb za vse, skrb za brezposelne, skrb za tiste, ki so bolni, invalidni, pridobitno za delo nesposobni. Vidite, torej tako, socialna država nam obeta, da pravzaprav medčloveško solidarnost lahko kar ukinemo. In ne vem, zakaj se zdaj usajamo nekaj, če pravimo, da bo ta zakon o malem delu, da je prizadel medsosedsko pomoč, se je ne bomo rabili, ker socialna država zagotovi itak enako za vse in potem potreba po sosedski pomoči in humanitarnih organizacijah in tako naprej bo itak odpadla. Rezultat tega bo odprava revščine, blagostanje za vse. Kje pa smo zdaj? Ampak ne gre samo za vprašanje trenutno, kje smo zdaj zaradi te gospodarske krize. Saj v tej smeri so zadeve šle že pred krizo. Ne pozabljajmo, da so se zadeve peljale proti tej smeri že tudi v obdobju, ko smo imeli veliko gospodarsko rast. Samo takrat so si izmišljali malo drugače, se rekli, ja, še malo bo treba počakati, ker najprej moramo narediti dovolj močno gospodarstvo, potem bomo lahko tudi ta področja nekako bolj poskrbeli. Kakšno je stanje? Zdravstvene in pokojninske blagajne so bolj ali manj pred razsulom. Če nam tega ne priznavajo, zdaj vodilni ljudje, pa ne samo pri nas, to govorimo o zahodni demokraciji, o zahodnih državah. Če tega zdaj uradni kazalci ne pokažejo in ne povedo, potem zadošča, da ne vem, recimo, kako je s pokojninskim sistemom. Vemo, ker se s tem ubadamo ob novem zakonu, kako je zdravstvenim, je morda treba vprašati tiste, ki so malo bolj odvisni od kakih zdravil. Vsakokrat, ko gredo k zdravniku po recept in potem, ko odhitijo s tem receptom v lekarno, vsakokrat zvedo v lekarni, da je kako od teh zdravil, ki jih je do zdaj dobival iz naslova zdravstvenega zavarovanja, da ni več na listi, ne? In da ga je, torej, če ga hoče imeti, treba plačati. In tako naprej. Ampak potihem, počasi se ta proces dogaja. Socialne pravice se kar naprej zmanjšujejo. Kje, da bi se večale? Zmanjšujejo. Skupaj z delavskimi pravicami. Vsak dan manj jih je. Delavska raja postaja čedalje bolj brezpravna raja. Saj to vidimo kar naprej, vsak dan, spet pri nas, širom po svetu in tako naprej. Državna sociala vse bolj odpoveduje. Ob tako očitnih problemih, ki zadevajo državo, ko neka firma gre v stečaj in ostane toliko delavcev na cesti. Seveda mi imamo sistem, ki to regulira, sistem, ki teče brezhibno, ampak niti eden od teh primerov, niti enega od teh primerov ni mogoče nezadovoljivo, ker zadovoljivo itak ni mogoče rešiti nič od tega. Ampak vsaj približno, vsaj malo nekako omiliti brez izdatne pomoči, brez, pravzaprav bi rekel, izčrpavanja in naprezanja humanitarnih organizacij. Državna sociala je torej iz dneva v dan manj močna, iz dneva v dan bolj šibka. Zato pa se bohoti birokracija. Tudi v sociali ni več pomembno, kaj je pravično, pomembno je, kako so
predpisi. Kaj pravijo predpisi? Vsak dan se o tem lahko prepričamo na televiziji. Ne? Ni pomembno, seveda ni prav, vsi vemo, da ni prav, da delavec ne dobi plače, ki jo je zaslužil. Ampak, če je pa vse zakonito, potem tu nimamo kaj. Ni prav, da tiste delavce mečejo iz samskega doma, iz delavskega doma ven, ker ne plačajo najemnine, ob tem, ko jim je delodajalec, ki je tudi lastnik tega doma, dolžan toliko in toliko plač. Ni moralno, ni prav, krivično je. Ampak tu ne moramo kaj. Je vse čisto, vse zakonito. Je vse čisto, vse zakonito, tako pač je. Birokracija je pomembna. Pomembna je, da so papirji v redu. Torej, lahko zaključimo na isti način. Tudi socialna država kot vir neke splošne blaginje in socialne varnosti je iluzija. Kdaj si bomo pa to priznali? Pa vendar socialna država zadnje tisto, na kar prisegamo. Ne? Če socialne države nimamo več, kaj pol sploh imamo? In se bojim, da tega ne bomo pripravljeni priznati. Jaz trdim, da to je. Tudi socialna država kot vir splošne blaginje je pravzaprav utopija, je iluzija. No in če se zdaj vrnemo na uvodno vprašanje, ali je recesija res samo res tisto bistvo vsega zla trenutnega. Trdim, pa tudi tu se ne ponujam kot avtorja te trditve, niti malo, da bi kdo mislil, da se jaz zdaj grem neko mesijanstvo in ne vem kaj, da skušam biti. Lejte, samo poslušam tisto, kar misleci, poznavalci, seveda od zadaj, ker ti se ne grebejo v ospredje in niso na vodilnih položajih v družbi, so pa kar opozarjajo že dolgo časa in že jasno opozarjajo, torej ta recesija, s katero se ubadamo, je samo najbolj viden, merljiv, opazen znak, da se je ta vrednostni sistem, na katerem sloni naša zahodna civilizacija, vrednostni sistem, ki se je pričel graditi z razsvetljenstvom, začel rušiti. Da so vse te nove vrednote, ki jih je pričelo graditi razsvetljenstvo in jih mi dopolnjujemo in dograjujemo v teh zadnjih stoletjih kot najvišji dosežek civilizacije, torej da se je ta vrednostni sistem začel rušiti. In če se torej začnemo spraševati o tem, kaj je s krizo vrednot, a imamo krizo vrednot, potem si zdaj pa že lahko odgovorimo pritrdilno. Ja, krizo vrednot imamo. Ampak nimamo krize tistih univerzalnih vrednot, trajnih, trdnih, tiste zelo trdno stojijo. Mi imamo krizo teh novih vrednot zahodne demokracije, ki so se začele uveljavljati z razsvetljenstvom, so dodobra se uveljavile, je bilo mnogo ljudi prepričanih, da bodo te vrednote povsem izpodrilne, vse tiste zastarele prejšnje vrednote kot nepotrebne in nazadnjaške in sploh zaradi zastarelosti preživele. In seveda zdaj, ko opažajo, da se s temi vrednotami ne dogaja neka kriza, so oni pozabili na tiste večne vrednote, ki so tam.
Ja, kriza vrednot je. In kriza, v kateri smo, mi kot zahodna družba, je dejansko kriza vrednot. Ampak ne kriza tistih večnih, univerzalnih vrednot, kriza teh sodobnih vrednot, na katerih sloni zahodna civilizacija. Vendar vse kaže, da smo v tej iluziji, v tej utopiji, kar prehudo noter. Vsaka iluzija, vsaka utopija je hudo privlačna zadeva. In težko se ji odreči. In zato tudi zdaj mi kar zelo verjamemo, trdno verjamemo, da bo ta recesija v nekaj letih premagana. In poslušamo z enim olajšanjem, poslušamo obete, poslušamo analitike, strokovnjake, ki nam pravijo, v bistvu krivulja v razvitejših zahodnih državah se je že obrnila navzgor, se je že začelo urejati, reševati. Torej v bistvu, zdaj samo še nekaj let, saj smo premaknili, zdaj spomnite se, ampak ljudje hitro pozabljamo. Na začetku recesije so govorili, da bo kriza, da bo recesija kar kruta in da bo treba celo leto preden jo bomo premagali. Zdaj sta šli že 2 leti, skoraj 3. nekako. Pa še zmeraj govorimo, da bo samo še par let, da si malo pomoremo, pa nič ne vidimo spornega v tem. To bo pač treba par let. Jaz sem prepričan, da je tudi to iluzija. No, iluzije je mogoče graditi. Tako kot smo vse te iluzije gradili, kar bi rekel 2 stoletji, še posebej pa skozi 20. stoletje, in smo vanje verjeli in je bilo nekaj časa lepo, tako je možno tudi še kaj narediti. Pa spet nek nov trik izumiti. Tako kot iluzionisti, rokohitreci, ko jim pohruntajo en trik, razkrinkajo en trik, pa oni si izmislijo novega in spet ljudje drvimo jih gledati in opazovati njihove trike. Pa čeprav vemo, da so triki. Ampak je zanimivo jih gledati. Lepo jih je gledati. Jaz sem že eden tistih, ki rad gledam te iluzioniste. Pa čeprav trdno vem, da vse, kar počnejo, da so triki. Ampak je pa lepo gledati. Zanimivo. Nekaj takega se nam dogaja tudi tu. Jaz sicer dopuščam možnost, da si bodo spet ti voditelji naši spet izmislili nekaj trikov, s katerimi bodo zadevo spet podaljšali nekoliko naprej, potegnili še nekoliko. Ne bodo pa rešili krize. Zato bo potrebno si najprej priznati, da so naše vrednote, te vrednote, ki smo jih postavili kot nove, iluzija, in se vrniti k tistim starim, pravim, večnim, univerzalnim vrednotam. Samo še ena misel o tem, da so zagotovila o skorajšnji rešitvi iz recesije iluzija. Glejte, tudi to je tako na tak nivoju povedano, tudi to bom poskušal povedati na tak nivo, da zares lahko vsak razume. Vsi, od politikov do ekonomistov in finančnikov in strokovnjakov, pravijo, da je pač se zgodila ta recesija, torej upadanje gospodarske aktivnosti, gospodarstvo je opešalo, in če hočemo, da se to gospodarstvo postavi na noge, da se gospodarska aktivnost spet poveča, je treba kaj narediti? Kaj pravijo politiki in ekonomisti in strokovnjaki? Kaj narediti? Povečati potrošnjo. Spodbuditi potrošnjo. In vsi dosedanji ukrepi,
za reševanje iz recesije so bili pravzaprav ukrepi za povečanje proizvodnje. Ker je v zahodnih državah najbolj avtomobilska industrija, jaz so začeli z enim kupom, da smo imeli že lani, predlani, bonitete, ugodnosti, ki jih daje država za to, da se poveča nakup avtomobilov, da se poveča potrošnja. Zdaj, jaz mislim, da v nas je še nekaj zdrave, tako bi rekel, kmečke pameti. In od nekdaj so vedeli, če se jaz znajdem v krizi, če se zadolžim, trošim več, kot ustvarjam, mi ne gre, ne zmorem vseh stroškov pokrivati, potem je treba kaj narediti? Začeti šparati. Za vsak preprost človek to ve. Razen naših ekonomistov in politikov, ki trdijo, da je treba povečati potrošnjo, da je treba več trošiti. Nekdo razume, če to more. Ampak stvar gre naprej in mislim, da smemo reči, da vztrajanje pri teh navideznih vrednotah, nekaj sem jih naštel, nisem pa naštel vseh, ker to niti ni smisel tega predavanja. Vztrajanje pri teh navideznih vrednotah pravzaprav vodi v razpad zahodne civilizacije. Razpad zahodne civilizacije, propad zahodne civilizacije spet ni nekaj, kar bi si jaz izmislil. Propad zahodne civilizacije je nekaj, o čemer pravi strokovnjaki, še posebej futurologi, sploh ne dvomijo. Opozarjajo nas, da se je ta razpad, tudi že ta propad, tudi že, torej to ni stvar bodočnosti. V bistvu mi smo že sredi tega procesa. Strokovnjaki si niso samo edini v tem, koliko časa nam je še ostalo in koliko možnosti nam je ostalo. In niso si edini v tem, ali ima ta zahodna civilizacija pred sabo še 50 let ali jih ima 150. Mislim pa, kolikor sem jaz te futurološke študije uspel prebrati, seveda niti približno nisem vseh, ampak od teh, kolikor sem jih, mislim, da nisem prebral nobene, ki bi zahodne civilizaciji dajale več kot 150 let še. Torej, ne gre za iluzijo, gre za napoved procesa, ki se že dogaja. Da se to zares dogaja, vidimo v celem kupu dogodkov, v celem kupu dogajanj, v celem kupu stvari, ki smo jih priča. Najprej govorimo o recesiji. Politike in strokovnjaki nas skušajo prepričati, da je to svetovna gospodarska kriza. Ne? Pri tem pa nam zamolčijo, da če novinari to vest razširjajo, potem je najboljše, da gremo mimo teh novinarjev in preslišimo to, na kar novinarji opozarjajo, da tega ne komentiramo, da ne bi vznemirjali ljudi. Opozarjamo, da pa ta recesija niti približno ni zadela gospodarstva na vsej zemeljski obli. Da v teh letih, v teh zadnjih 2 letih, ko zahodno gospodarstvo doživlja recesijo, neznansko drvi navzgor, beleži nezaslišano stopnje rasti. Kitajsko gospodarstvo, brazilsko gospodarstvo, indijsko gospodarstvo. A se s tem ne ustvarja nek nov red? Vprašanje samo, ali hočemo to videti. Pred kratkim sem slišal, sem bral neke študije o prebivalstvenih situacijah v evropskih državah. Delež
neevropskega prebivalstva v evropskih državah je že krepko presegel 10%. Kaj pa pomeni 10%? 10% je za strokovnjake iz teh področij demografskih kritična meja. Torej do 10% bi rekel nekega priseljencev v nekem narodu, v nekem ljudstvu, je to delež, ki ga čaka usoda asimilacije, ki se nekako asimilira. Samo vprašanje časa je kdaj in kako in v bistvu se prevzame kulturo, navade, način življenja in tako naprej, okolja, v katero je prišel. Ko je presežena kritična meja 10%, se asimilacija ustavi in se začenja dogajati nasprotno. Ta delež priseljencev vpliva in sooblikuje in spreminja večinske navade in to se pravzaprav dogaja. Veste, torej, ko govorimo o razpadu civilizacije in ko futurologi govorijo o razpadu civilizacije, ne mislijo na to, da bo zdaj neka apokalipsa se zgodila, pa da bomo kar vsi Evropejci pomrli in Evropejcev ne bo več. Ampak da bo tu na našem prostoru prišlo do tako velikih sprememb, da o naši zahodni civilizaciji ne bo več mogoče govoriti, da bo to neka nova civilizacija. In če je tako, si je potrebno postaviti vprašanje, kaj sploh lahko naredimo. Kaj nam preostane? Vprašanje, ali je še čas in ali je še prostor, ali imamo še možnosti, da sploh kaj naredimo. Bom rekel, spet se jaz tisti, ki se po naravi, po svoji naravi zelo verjamem, zelo pridružujem vsem optimistom, tistim, ki na to opozarjajo kot optimisti, ne kot pesimisti in ki trdijo, da je kljub temu, da je 5:12, torej da nimamo več veliko časa, vendarle pa še vedno, tudi 5:12 je še zmeraj dovolj časa, da nekaj naredimo. Ne? Torej, potrebno pa je narediti. Ne čakati, če je 5:12, da bomo to naredili potem čez 15 minut, ker takrat bo pa prepozno. Vse 15 minut ni dosti, ampak takrat bo res prepozno. Torej, potrebno je narediti in potrebno je to začeti delati hitro. Torej, tista prva stvar, ki se mi zdi pomembna, je zbrati pogum in se lotiti redefinicije pojmov, redefinicije vrednot, ki jih je določila ta zahodna potrošniška družba. Začeti je treba s pojmi, tudi s pojmi, ki so morda najbolj, ki jih smatramo morda za največjo svetinjo, kot so pojmi revščina in solidarnost. Ko govorimo o revščini, glejte, mi danes kar naprej poslušamo o tem, kako Evropa drsi v revščino in kako je v Evropi revščina na pohodu in kako je že vsak 5. Evropejec na pragu revščine. In se nam zdi to kruto. In obenem v svoji samozagledanosti, zaverovanosti vase, v svoje neke trenutno, neko evropsko ali pa zahodno večvrednost tega, da smo mi pač neka zahodnjaki, neka iberrasa, ibermenši, nekaj, kar je nad ostalim svetom, ne pozabljamo, da vendar največji revež v tej naši Evropi je še zmeraj v primerjavi
z množicami tistih, ki umirajo od lakote, nekje v Afriki, pa še kje na svetu, vendarle pravi bogataš. Seveda mi trdimo, da je to zaradi relativnosti revščine. Ta pojem relativnosti revščine si je izmislila socialna stroka tam nekje v sredini 20. stoletja in seveda od takrat naprej ga imamo ne kot neko, bi rekel, doktrino, ampak kot znanstveno resnico. Pravi, da je pač revščina, na revščino ne moramo gledati v nekem absolutnem smislu, ampak da je treba na revščino gledati v kontekstu okolja. Ne? Da se pač ljudje primerjamo z ljudmi iz svoje soseščine, iz svoje neposredne okolice in če so te razlike prevelike, tisti, ki ima manj, se pač počuti revež. Se to je v bistvu strokovno to spoznanje je pravzaprav nesporno. Ampak pozabljamo, glejte, prej sem tiste vrednote navajal, ne? In med drugim sem navedel globalizacijo. In pozabljamo, da se je ne glede na vse skupaj en velik del globalizacije zgodil. In pozabljamo na to, da se tudi ljudje tam nekje v osrčju Afrike ne primerjajo več samo s svojimi sosedi, tam v svojem plemenu ali pa v svoji vasi in svoji okolici, ampak da tudi oni dobivajo informacije iz širnega sveta, imajo internet, televizijo, radio in se tudi oni primerjajo z ljudmi iz celega sveta. Te dni smo bili priča dogodkom v Egiptu. Egipčani v primerjavi z celimi predeli v osrčju Afrike živijo dost zgledno, dost urejeno. Egipt smo imeli še do pred 18 dnevi, ko so se ti nemiri začeli, za eno najbolj urejenih držav z tega področja sveta. Zdaj ugotovimo, da to ni. Zakaj ne? Zato, ker so se Egipčani začeli primerjati s Skandinavci, z Američani, z Nemci in hočejo biti taki kot Skandinavci, Egipčani, Skandinavci, Nemci kot Američani in nočejo biti manj vredni. Hočeš, nočeš, globalizacija nam je to prinesla, da se primerjamo ljudje med sabo na celi zemeljski obli. In ta doktrina o relativnosti revščine je samo neka politična floskula. Nič več kot to. Jo bo treba redefinirati in črtati in opustiti. Pa čeprav žal o relativnosti revščine predavajo profesori študentom na vseh naših fakultetah. Če je tako, kam nas to pelje? Kaj je s solidarnostjo? In tu si je potrebno vprašati, kaj je z našo solidarnostjo, če mi za reveža nekje v osrčju Afrike rečemo, da mu s peščico riža na dan, s ščepcem riža na dan zagotovimo socialno varnost in da ga rešimo pred revščino. Medtem ko za te naše ljudi tu doma je pa peščica
peščica riža kvečjemu še ena tako slaba priloga, ne? Več pa že ne more biti. Ne? Odkot nam pravica za taka dvojna merila? Dvojna ali pa trojna ali četverna ali peterna? In tu bom šel še korak dlje in bom rekel, če si ta različna merila dovoljujejo države, dovoljuje politika, kako si jih lahko dovoljujemo tisti, ki zase pravimo, da smo kristjani in da sledimo Kristusovemu nauku, ki govori o bratski delitvi dobrin, kjer pojem enakosti ne loči, ne govori o relativni enakosti, ampak govori o neki absolutni enakosti. In zato bo potrebno revidirati tudi naše pojme solidarnosti. Tudi v solidarnost se nekako urinja birokracija. Na vsa področja mi uvajamo merila, normative, preverjamo, če nekdo izpolnjuje kriterije za pridobitev nekih pravic in torej govorimo o pravicah. In v zvezi s tem bo treba redefinirati tudi pojem pravic. Veste, pojem pravice, pojem človekovih pravic je tako neka svetinja, nekaj zelo velikega. Ampak kaj pomeni pravica? Torej, pravica je tisto, kar mi pripada. V vsakem primeru in brezpogojno. In če jaz tega ne dobim, pomeni, da je nekdo kriv in pomeni, da mora nekdo odgovarjati. Pravice, pojem pravica je pravzaprav v tem smislu, ne, tako človekovih pravic in podobno, je zares svetinja. Ampak mi smo v teh zadnjih desetletjih ta pojem pravice razvrednotili. In delimo in govorimo, uporabljamo o teh pravicah, ta pojem pravice uporabljamo na vse področje in pravzaprav vse, karkoli se zmislimo, že bi naj rekli, da je to človekova pravica. Vse je človekova pravica. Redefinirati bo treba. Kaj je to pravica? Kaj je privilegij? Kaj je milost? Kaj je neka posebna ugodnost? Zato, ker skušamo vse zreducirati na pravice, zato se odnosi med ljudmi krhajo, ker ni nobene potrebe po hvaležnosti več, nobene potrebe po nekem sodelovanju, torej vsi smo neki delilci pravic. Tudi tu bo treba narediti neko temeljito revizijo. Če gre za solidarnost v krščanskem smislu, potem, veste, merila, kriteriji, cenzusi nimajo kaj dosti tu za opraviti. Krščanska solidarnost pomeni, da bratsko delimo z brati to, kar imamo. In merila in cenzusi in kriteriji nimajo kaj dosti opravka. Dobro, zdaj bom rekel, prav dobesedno, tudi tako ne more biti vse v našem času, da ne. V redu. In torej rabimo neke pripomočke. Ampak najmanj, kar je potrebno se zavedati, da vsa ta merila, vsi cenzusi so samo nek pripomoček, ki nikoli ne sme zasenčiti pojma pravičnosti, da bi postavilo zdaj izpolnjevanje cenzusov pred pravičnost, ker potem se vračamo v pravni red, v pravne predpise, normative in tako naprej. No, in zdaj
potrebno da zaključiti. V naslovu je bila omenjena družina. Do zdaj je nisem omenil. Omenim je tu na zaključku, ampak ta zaključek, čeprav je samo enkrat omenjen, bo pravzaprav samo v zaključni misli, je pravzaprav tako pomemben, da postavi družino nenadoma v ospredje, nenadoma v središče pomembnosti, nenadoma to družino postavi da tej družini najpomembnejšo vlogo. Rekel sem, da še zmeraj verjamem, da se vsi ti obrati, da se ta obrat lahko zgodi. Da je možno tudi ta proces propada, razpada zahodne civilizacije še zaustaviti in jo ohraniti. Ampak ne ohraniti tako, kot je zdaj, ampak ohraniti s svojimi temeljnimi vrednotami. Vendar jaz ne verjamem, da to lahko naredijo politiki, ne verjamem, da to lahko naredijo gospodarstveniki, ne verjamem, da to lahko naredijo strokovnjaki. Ne verjamem. Zato, ker vse te skupine, ki sem jih naštel, so preveč utopljene v te iluzije teh sodobnih vrednot in preprosto ne verjamem, da bi se jim lahko sistematično odrekli. Tudi zato, ker oni znajo početi tisto in drugega ne znajo. In ne vedo, kaj pomeni odreči se tistim vrednotam. Če ne lahko pričakujemo obrat, spremembo, ki bo pomenila ohranitev te naše civilizacije v pozitivnem smislu, potem se ta obrat lahko zgodi tako, da mi vzgojimo nove generacije ljudi, ki bodo vzgojeni v duhu teh večnih univerzalnih vrednot in ki bodo trdno odločeni živeti v skladu s temi univerzalnimi vrednoti. Prave, resnične svobode, ljubezni, resnične solidarnosti, medsebojnega spoštovanja in tako naprej in tako naprej. In kdo lahko te generacije mladih vzgoji? Šolski sistem ne. Lahko družine. Torej v bistvu obrat v pozitivno smer se lahko v tej naši zahodni demokraciji zgodi ne od zgoraj navzdol, ampak od spodaj navzgor. Tako, da bo sol začela delovati. Vi ste sol zemlje, beremo v Svetem pismu, torej sol in ali pa kvas. Kvas lahko to še zmeraj prekvasi, ampak treba je prekvasiti. Obrat se zgodi lahko tako, da se obrnemo znotraj doma, v družinah, v malih skupnostih, v gibanjih in podobno, obrnemo k resničnim vrednotam in začnemo naše življenje odmirjati po teh vrednotah, predvsem pa začnemo tako vzgajati otroke. Ne v bodoče potrošnike, ampak v ljudi, ki bodo živeli v skladu s svojimi vrednotami. Tako, hvala lepa. Prav lepa hvala gospodu Žoržu za izčrpno predavanje. Sedaj bi pa povabil vas. Gospod Žorž je na voljo še za vaša vprašanja, misli, morda kakšne pripombe, opombe. Izvolite.
ni vprašanj, očitno je bilo dovolj izčrpno. Mogoče ena moja misel oziroma razmišljanje, govorili ste o recimo recesiji. Potem berem, ker recesiji sledi depresija. Kaj bi rekli na to? Na recesija, depresija, ne nova iluzija. Nujno. Torej, stvari, ki so bile s pomočjo iluzije zgrajene, se morajo do neke mere tudi malo zrušiti. Potrebno je tudi očistiti balasta, potrebno je smeti, s katerimi smo se nekako zasuli, tudi pospraviti nekam in gledati naprej. In to je lahko tudi to, kar ste rekli, torej tudi depresija. Ker je ogromno ljudi je depresivnih. To je posledica recesije, depresija. Tudi te depresije, s katerimi se srečujemo, ki jih je čedalje več, ki so v porastu, tiste depresije, bi rekel, klinične, medčloveške depresije, tudi tiste so brez dvoma povezane z vsem tem. Vete, depresija, kaj pojem depresija v tem kliničnem smislu pravzaprav pomeni, ne? Sej spet, začel sem s to uporabo tujk in tudi tu je nekaj podobnega. Mi uporabljamo tujko za to stisko, za to težavo posameznika, torej govorimo o depresiji, zato ker zveni učeno, zveni klinično in potem zveni tako, to je tako kot zdaj kot gripa ali pa kot pljučnica, ne, in torej, če sem zdaj fasal depresijo, potem moram zdravniku, da mi da eno tabletko in mi pozdravi. Ampak v ozadju depresiji niso ne virusi, ne bakterije, ne posebne poškodbe, nič takega ni. V ozadju depresije je nekako, bi rekli, izguba ciljev, izguba nekih načrtov, izguba vizije, izguba smisla, je občutek, da ne morem naprej, občutek, da sem nemočen, občutek, da sam ne morem vplivati na to, kar se dogaja. No in torej to ni moja prosta, svobodna razlaga depresije, ampak to je na preprost način povedana zelo strokovna definicija depresije. No in če je to tako, potem najbrž to depresijo zlahka in brez nekih velikih težav povežemo z vsem tem. Kajti smisel, načrti, cilje, ki so zgrajene na neki iluziji, se slej ko prej zrušijo. Enkrat se zrušijo, enkrat se pokaže, da je to iluzija. Hvala. Še mogoče kdo? Eno vprašanje. Mladi so vzgojeni v potrošniški družbi in živijo v tem potrošništvu. Kako kar naenkrat presekati in dopovedati, zdaj pa je tega dovolj? Kaj vi menite o tem? Kako težko. Ampak ti mladi bodo morali se s tem soočiti. Nekateri se. Jaz spet vračam zadevo oziroma bom vrnil malo na to raziskavo, ki sem jo omenil, je sicer samo slovenska, ampak ima tudi neke primerjave z evropskimi, torej nisem jo uspel temeljito preštudirati. Vendar tako pokukal vanjo sem in nekaj stvari mi je skočilo v oči, kot rečemo, na neke stvari sem bil pozoren. In ena od stvari, na katere sem bil pozoren, pri tej raziskavi in ugotovitvah je ta, ki me je razveselila, to že kar moram povedati, je, da v bistvu med mladimi, mi samo kritično govorimo o mladih, ne samo kritiziramo in tako naprej, ampak v bistvu raziskava med vrsticami, bi rekel, kaže, da tudi med temi našimi mladimi, ki so tako kot pravite, za katere smo mi prepričani, da smo jih vzgojili za potrošništvo, da so potrošniški in tako naprej, med temi mladimi narašča delež tistih mladih, ki se pravzaprav vsega tega na nek način zavedajo
in ki si želijo prevzeti odgovornost zase in ki želijo nekaj konkretno začeti početi s seboj in v življenju in ne samo nekaj bluziti. Torej, vidite, niso stvari, tako bi rekli, črno-bele. Res je sicer, da je še zmeraj prevladujoča potrošniška družba, ampak raste delež mladih, ki v bistvu veliko bolj zdravo gledajo v prihodnost, kot pa srednja ali pa naša, že malo bolj pozna generacija. Če lahko še nekaj vprašam, ali mislite, da smo še 5 minut pred 12? Jaz sem prepričan. Če ne bi bil prepričan, potem bi rekel, je recimo tako malce karikirano rečeno, potem bi se mi zdelo čisto brez veze nocoj zdaj tu o tem govoriti. Rada bi samo tako konkretno vprašala, če gledam z mojimi očmi, ko sem približno že čez sredino delovne dobe, v naši mladosti, če nekaj konkretnega primerjam recimo z duhovnimi, ampak recimo, če to konkretno samo karikiram, v našem otroštvu je imela vsaka hiša na vasi kravo, razen zelo, zelo revnih. Sigurno je vsaka hiša imela kure. Številne hiše so tudi soboti imele še krave pa kure. Ja. In ali ni mogoče že nastala takšna luknja, kako bi rekla, zdaj skoraj redko imajo na vasi ljudje krave in marsikomu se ne splača več imeti kure, tudi kure imajo redko kateri. To je mogoče, to mislim v zvezi s tem, ko ste rekli glede Kitajske, ko smo ravno prejšnji teden to v službi obravnavali. Recimo, mi počasi se navadimo kupovati, trg nam preplavi relativno poceni prehrano, pri nas pa nastane luknja, izumrlo znanje gojenja krompirjev, vzgajanja krav, vzgajanja kokoši, tako pa več noben od nas ne bo to znal delati, potem nam bodo pa lahko drage kure prodajali. To je mogoče tako karikirano zdaj, a veste, samo je čisto resno vprašanje, ni že čez 12. Ni karikirano to, kar ste rekli. To je malce na trd način povedano tisto, kar se dogaja, ampak meni je kot komentar, tako bom ostal pri kmetijstvu, kot komentar tega, kar ste hoteli zdaj s tem nekako poudariti, zelo so mi ostale nekako v spominu, zelo sem si zapisal ene besede, ki sem jih slišal prav pred kratkim od enega naših zelo uglednih kmetijskih strokovnjakov. Jaz sem prej govoril tako počez kritično o strokovnjakih vseh profilov, ampak to ne velja za vse. Mi imamo znotraj strokovnjakov tudi ljudi, ki zelo zdravo mislijo. Problem je v tem, da nimajo besede, da ne pridejo, da jih nekako nočemo slišati. No in enega takih uglednih strokovnjakov, tudi profesorja z naše biotehniške fakultete, sem pred nedavnim poslušal, ko je med drugim uporabil nekako približno tudi te misli, samo na svoj način povedane, govorijo o tem, kar pravzaprav zdaj vi govorite, bolj ali manj jasno. Vi ste zdaj rekli kot strah zaskrbljene tako neke predstavnice ljudi, ki imajo še eno zvezo, se še nekaj zaveda. On je govoril kot strokovnjak. In je v bistvu govoril o istih stvareh, kot ste vi zdaj govorili, samo z nekoliko drugačnimi besedami. In nekje med tem je uporabil izraz. Mi se moramo čim prej na vseh ravneh zavedati, da globalizacija v kmetijstvu pomeni kanibalizem. Kako trda beseda. In kanibalizem je to, kar ste vi zdaj rekli. Žre, uničuje
lastno substanco, uničuje svoj del. Mislim, da tu bi se morali Slovenci zelo zamisliti, ker samooskrbna moč naše države z osnovnimi živili, prehrambimi, se je v zadnjih 15 letih, odkar smo samostojni Sloveniji, zelo znižala. Zelo upadla, že daleč pod kritično mejo. No, ampak da je še zmeraj 5 minut pred 12, kot ste me vprašali, jaz verjamem, ker vendarle po drugi strani pa opažamo prav v kmetijstvu, če ostanem tu, prav v kmetijstvu, da je čedalje več ljudi, ki se tega zaveda in da se tudi neki, rekel, ukrepi, ki jih ponujajo, ki jih poskušajo nekako uvajati, izvajati na tem področju tudi kmetijski strokovnjaki. Bo težko, ker najprej smo vzgojili velike kmete, ki hočejo posnemati zdaj ameriške farmerje tam s par tisoč hektari zemlje, ki škropijo z letali, ne, pa mi cele Slovenije nimamo zadosti velike, da bi imeli par takih farmerjev. Zdaj pa bi želeli spreminjati nazaj, torej bo težko, ampak verjamem, da je še možno. Torej bo potrebno vračati k nekim vrednotam in med temi vrednotami, ki jih bo potrebno negovati, je tudi ta vrednota, da poskrbim za lastno preživetje, da si pridelam za lastno preživetje. Jaz sem imel tudi to v mislih, ko sem govoril o teh sodobnih krizah, o teh množicah ljudi, ki postajajo reveži, ne, ker podjetja propadajo in tako naprej. In na drugi strani imamo podatek o tem, koliko njiv in koliko kmetijskih površin se vsako leto zaraste, ker jih ne obdelujemo več. Popolnoma strinjam, ko ste rekel, za te klasične vrednote, ki pa so pri nas zmeraj pomembne, da je najpomembnejša družina. Ampak vsem bi pa rekla, da je precej pomembna tudi politika. Ker glejte, lahko podpira, ker če bi mi izvolili, mislim, takšne politike na vsake 4 leta, s katerimi bi lahko mi ene krščanske vrednote, oziroma mi z njimi delili krščanske vrednote, med katerimi je zelo pomembna solidarnost in tako naprej, ki ste jih prej razlagal, lahko pa volimo takšne, kakor te klasične vrednote, lahko rečemo, ne podpirajo, ne razvijajo, ne dograjujejo, ampak lahko tudi sesuvajo. Zdaj primer je bil tak, ko smo zdaj ta zakon o preprečevanju dela na črnem. Šele ko je se srednja pobunila, pa je bilo en kup kritik, takrat so se v Ljubljani zavedali, da so te vrednote, pomoč, prijateljstvo, sosedska pomoč, v bistvu osnovne pri nas, pa zdaj so šele nekje ugotavljali, da ne bo tako, ko so mislili, da bi vsak, ko mu vinograd pomagajo pobirati, mogel izstavljati račune, pa bi država kasirala. Tako da mislim, da je le precej pomembna tudi politika, pač vloga države, ki ima vsaka postavljeno svojo ideologijo, ali preko šolstva, preko vsega. Gotovo je politika zelo pomembna, saj mi živimo v organizirani družbi, politika je tisto, kar pomeni nekako urejanje skupnih zadev, ampak jaz nisem hotel razvrednotiti pomena politike, hotel sem samo poudariti to, da nekih bistvenih sprememb ni mogoče pričakovati od zgoraj, strani politike. Tudi razlog sem povedal. Torej, zdaj rekli ste, če bi mi volili zdaj drugačne ljudi v politiko, ja, smo pritisti ampak kdaj jih bomo, ko bomo vzgojili take volivce.
Torej, treba najprej vzgojiti take volivce in smo spet tam. Ne? Tako, poleg tega je pa še nekaj drugega, na kar ne smemo pozabljati, ne, tudi, da se vsaka politika pravzaprav zelo rada spridi. Ne? Ko nekdo pride, ne glede ali je leva ali je desna, ali je rdeča ali je črna, torej vsako pride na oblast, je izpostavljen tej izkušnjavi, da se zelo hitro spridi in tudi to nekako moramo upoštevati in imeti v vidu. Še mogoče kdo? Dobro. Še Ne vem, nimam. Če bi imel odgovor na to vprašanje, bi ga gotovo tudi že dal, ga ne bi skrival, ne bi, ampak odkrito, pošteno povem, ne vem nekega takega sistemskega odgovora in tudi zato govorim, ne, torej, ne, potrebno vzgojiti ljudi, ki bodo drugače razmišljali in bodo zmožni nekako tudi pogruntati en boljši model. Tudi jaz sodim med tiste, ki smo bili vzgojeni v zelo, zelo sistemsko vzgajani in vzgojeni v teh vrednotah, ki sem jih zdaj kritiziral. Jaz s svojim umom in svojim dometom, dosegom sem uspel priti do tu, da sem spoznal, da to ne gre, da je to zmota. Od tu naprej pa najbrž bo moral še kdo, ki ne bo obremenjen s tako dediščino, kot sem jaz, kaj poskrbeti. Jaz bi imela eno vprašanje, odnosno komentar na to, ker govorite in pozitivno gledate na stanje in duha današnje mladine in mladega rodu. Pred več kot 10 leti sem delala na dveh šolah raziskavo na vzorcu 500 učencev in tema raziskovalne naloge je bila med smislom življenja, bivanjsko praznino in alkoholom. Namreč ugotavljali smo že tedaj, da alkoholiziranost mladine narašča in nekako smo hoteli vedeti, ali se mladi ljudje zavedajo, kaj to pomeni začeti že od mladih, zgodnjih let z alkoholom. S to raziskavo smo bili potem tudi na državnem tekmovanju. Naloga je bila zelo dobro sprejeta, ampak rezultati so bili osupljivi. Namreč mladi se absolutno niso zavedali, kaj to pomeni. Tudi Frankl je že govoril o bivanjski praznini, o smislu življenja. In mislim, da je to en velik problem današnje mladine in tudi nas starejših in sploh ljudi, najti nek smisel cilj v življenju. In v taki gospodarski situaciji, kot je, govorim o recesiji, potem tudi razvrednotenje. Ljudje nimajo nobenega vrednostnega sistema, na katerega bi se opirali. Nimajo svoj lastni vrednostni sistem, ki se začne potem v družini, z vzgojo in potem se nadgrajuje z sekundarnimi družbenimi institucijami. Ja. Kako zdaj mladim ljudem dati neki smisel življenja? Ja. Naj ga najdejo. No? Raziskava vaša, ki ste jo naredili, tako fajn bi bilo, da bi bilo takih čim več. Torej, takih raziskav je kar nekaj, kar imamo in v bistvu tudi vaša raziskava potrjuje tisto, kar tudi druge. Torej, to je nekako splošno ugotovljeno, da je zelo prisotno to nezavedanje tveganja, pa nezavedanje, ker ne bi imeli znanj. Ampak v bistvu se naši mladi so poučeni. Recimo, če ostanemo pri teh nevarnostih, ki jih omenjate, tveganje, uživanje alkohola, uživanje drugih drog, se oni so poučeni o vsem tem. Ampak preprosto ne jemljajo resno tega. Res se ne v polnosti zavedajo
posledic, zato ker ne jemljejo resno. To je ta potrošniška miselnost. Pa kaj? Važno, da sem zdaj cool, trenutno cool. Torej, mi moramo dvoje ločiti. Torej, to, vi ste rekli, je to izpred nekaj let, najbrž tudi, če bi danes to raziskavo delali, ne bi bila kaj bistveno drugačna. Tudi ta raziskava, ki sem jo omenil, zdaj iz lanskega leta, mladi, sicer ta je bila narejena na nekoliko starejši populaciji, tam med 25 in 30 leti starosti, tako, ne? Torej, to niso več otroci, mladostniki, to so mladi ljudje. Ampak tudi v tej populaciji, med drugim sem zasledil tudi nekaj podobnega, bi rekel, ne? Veliko naklonjenost uživanju alkohola, drog in podobnih stvari, torej neke te lahkotnosti. Torej, to je še zmeraj močno prisotno. Ko sem rekel, da narašča delež, kar je spodbudno, je ta delež tistih, ki razmišljajo kritično, ki imajo zdravo razmišljanje, je ta delež res da še zmeraj majhen. Še zmeraj ni to večina. In če gledamo, kaj je večina, potem je večina na tisti strani še zmeraj najbrž, ki jo vi omenjate. Ampak delež vendarle narašča. Da jaz nimam raziskave sabo, ampak tako zelo na pamet rečem, če je recimo bilo pred 15 leti, ker se mi zdi, da zadnja taka raziskava je bila tam 95, to nekako, če se ne motim, tam okrog delana, recimo 20% mladih, ki so imeli neke zdrave poglede, ki so želeli čim prej vstopiti v odgovorno dejavnost in prevzeti odgovornost zase in za svet okoli sebe, potem jih je leta 2010, torej po 15, recimo 25%, jih je še zmeraj samo 1/4. Torej, še zmeraj bi nekdo pesimist bi rekel, to je še zmeraj samo 1/4. Ampak jaz, ki sem optimist, vidim naraščanje. Od leta 1995 do 2000 se delež teh niti ni znižal, niti ne ostal isti, ampak se je delež povišal. Torej, to je tisto, kar v meni vliva optimizem. Zdaj, kako v tej smeri nadaljevati? Jaz bi rekel, da osveščanje, ozaveščanje, poučevanje, če govorimo o tistih, ki so zdaj že mladi, ne, preprosto ne zadošča. Ker oni informacij tako ali tako že imajo dovolj, če bi želeli, bi to že jasno sprevideli. Ampak je potrebno preprosto te mlade postaviti pred neko odgovornost. Ne jih tiščati proč od odgovornosti, stran od vsega. Jaz mislim, da tudi sistem nas še zmeraj z vsemi ukrepi jih drži stran od možnosti vplivanja. Ne? Stran, čim dlje časa študirati, pa nekaj, dokler študirajo, pa nekaj delajo sem, tja, mimo, to so nevarni, ne? So nevarni, dokler so tako. Mislim, da je preprosto treba jih prepostaviti pred odgovornosti na varen način. Kaj pomeni varen način? Računati na to, da vsi tega ne bodo zmogli in tudi tisti morajo nekako preživeti. Tudi tistim je treba potem ponuditi eno roko in jim pomagati naprej. Ampak vendarle tistim pa, ki zmorejo in ki pokažejo voljo, dati priložnost, da začnejo svoje poglede, svoje ideje udejanjati. Tako, mislim, da smo zaključili. Gospod Đorđ, najlepša hvala še enkrat za prijetno preživeti večer. V zahvalo in spomin na današnji večer prejmite eno manjše darilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala.